Pozdravljeni, znova smo v živo iz Evropskega parlamenta, tokrat je z nami poslanec Jelko Kacin. Dober dan, vesela sem, da ste danes z nami. No, kot sem omenila že v prejšnjih napovedih, vsak poslanec ima neko specifično področje, s katerim se ukvarja. Vi se ukvarjate z pristopnimi pogajanji držav jugovzhodnega Balkana, če sem prav razumela. Veliko slišimo o tem, da se tudi države jugovzhodnega Balkana približujejo. Nam poveste kaj o tej temi? Torej, moje osnovno področje je odbor za zunanjo politiko, to je moje matično delovno telo, potem imam pa še odbor za zaposlovanje, kjer sem edini iz Slovenije, in potem tudi odbor za promet. Torej, to so področja, ki smo si jih poslanci nekako med seboj razdelili. Znotraj teh mednarodnih odnosov pa imam znotraj svoje politične skupine celo vrsto zadolžitev. Sem tudi tisti, ki je zadolžen za Ukrajino in sem v delegaciji za odnose z Ukrajino. Sem podpredsednik delegacije za odnose za jugovzhodno Evropo, ki vključuje Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Srbijo in Kosovo. In prav danes zvečer oziroma po noči bo potekala razprava o napredovanju 3 držav te regije. Najprej Črna gora, potem Bosna in Hercegovina in potem še Makedonija. Sem tudi poročevalec za Srbijo, moje poročilo je bilo sprejeto na prejšnjem zasedanju. Sem član delegacije za odnose s Korejskim polotokom, se pravi najbolj zaprta in gospodarsko najbolj razvita država, Severna in Južna Koreja sta moji pristojnosti. Ukvarjam se tudi s Sirijo in preden sem prišel sem se moral končati izjavo o tem, kar se pravzaprav dogaja v Siriji in v zvezi z Sirijo, zlasti ob dejstvu, da je v tem trenutku že okrog 90.000 beguncev iz Sirije v Bolgariji. To je približno tako, kot je bilo pri nas v 90-ih letih, ko smo imeli približno 50.000 beguncev iz Bosne in Hercegovine. In tega se ne v Sloveniji, ne v Evropski uniji ljudje ne zavedajo dovolj. Hkrati pa se ukvarjam tudi z Libijo, kjer se zgodba žal ni razvila tako dobro, kot smo vsi pričakovali, da se bo razvila. In sem tudi član delegacije za odnose z Irakom, ki je ravno tako ponovno v globoki krizi, razen blagostanja v Kurdistanu. In v povezavi z Sirijo, z vrenjem v Turčiji, z begunci v Libanonu, z krizo, ki se na nek način povezuje z zadregami Izraela zaradi iranskega programa oplemenitenja urana in njihovega nuklearnega programa, je za nas dela več kot dovolj. Absolutno. Ampak ostaniva v tem okolju. Omenili ste 3 države na Balkanu, če se tako izrazim, ki se približujejo Evropski uniji. A nam lahko poveste, kako stojijo te države, kako jim gre to približevanje? Torej, jaz zdaj ne bi govoril o moji matični državi, če smem tako reči, o Srbiji, s katero se največ ukvarjam, zato ker je to največja država v regiji. In ko krene Srbija, krenejo vsi, dokler Srbija vleče nazaj, so žrtve tega vlečenja nazaj vsi. Srbija se je prebila, gre zdaj na volitve 16. marca in pričakujem, da bo postala motor širitve Evropske unije. No, ampak po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo je prav, da se soočimo s temi 3 državami, o katerih bo govora danes. Eno je Črna gora, ki je najprej osamosvojila samo sebe, ko je izstopila iz državne skupnosti in s tem naredila Srbijo samostojno in je Srbija morala prevzeti odgovornost zase, ni bilo več možnosti, da bi se izgovarjala na druge. Potem imamo tukaj to nesrečno Bosno in Hercegovino, ki je danes obkrožena z državo članico Hrvaško, z 2 kandidatkama, ki se uspešno pogajata, se pravi s Črno goro in za Srbijo. In potem imamo najbolj nesrečno državo Makedonijo, ki je zdaj ugotovila, da ni več slovanskega porekla, da so oni Starogrki, da so oni civilizirali Grčijo, da je Aleksander Makedonski njihov in s tem svojim početjem in zbežanjem iz realnosti v preteklost, v zgodovino seveda povzročajo ogromno škodo sebi, predvsem pa sosedom. Ne gre samo za Grčijo. Če imajo z Bolgari iste pesnike, iste pisatelje, iste svetnike, iste samostane, iste cerkve, pa so zdaj nenadoma oni postali Starogrki, se postavlja vprašanje, kdo so pa potem Bolgari. In izzivanje nacionalne identitete katerekoli sosednje države ni pametna politika, to je destruktivna politika
In igranje na karto žrtve in mobilizacijo volilnega telesa, češ da so okrog sami sovražniki, ki stegujejo svoje kremplje po nesrečni Makedoniji, ni konstruktivna politika. Zato se mi zdi, da je potrebno, da se vrnem na Srbijo in Kosovo. Prav ta primer dveh držav, ki se medsebojno nista še priznali in ki sta bili v vojni in ki imata veliko bremena za seboj, pa sta vseeno v zadnjem dobrem letu in pol 30-krat organizirali srečanja na najvišji ravni, na ravni predsednikov vlad. Ivica Dačić in podpredsednik vlade Aleksandar Vučić bosta v torek ponovno v Bruslju. Na drugi strani bo prišel Hasim Tači in z njim dva njegova podpredsednika, med njimi tudi Slobodan Petrović, ki predstavlja Srbe v kosovski vladi, in spet bodo krenili naprej in iskali rešitve. To je pot, ki pravzaprav omogoča širitev Evropske unije, prav zato, ker iz držav članic vidimo napore za približevanje. Skratka, mi imamo vedno težave in tudi se mi zdi, da ljudje v Sloveniji ne razumejo, da je proces širitve Evropske unije mogoč samo takrat, ko država kandidatka opravi reforme in se prilagodi in se približuje. To, kar zdaj imamo na Zahodnem Balkanu, je pospešeno približevanje Črne Gore in Srbije, je napoved, da se bo Albanija zdaj zganila in krenila po njuni poti. Imamo hiberniranje Bosne in Hercegovine, kjer se ne dogaja nič. In imamo bežanje Makedonije, ki nam zdaj iz antične dobe želi pobegniti nazaj proti kameni dobi. Kdaj bomo lahko Makedonijo ustavili, da se bo ozrla sama vase in poskušala priti nazaj v realnost, v 20. in v 21. stoletje, v tem trenutku ne ve nihče. Mi se trudimo, tako kot se trudimo z Bosno in Hercegovino, in ravno te dni je komisar Füle napovedal novo pobudo, da bi se srečal z 7 najbolj vplivnimi bosanskimi politiki, ki jih jaz običajno imenujem 7 velečastnih, ki si izmišljajo razloge, zakaj se nekaj ne da in vso svojo energijo potrošijo za to, da se v Bosni in Hercegovini ne bi zgodilo. Kaj pa je pravi razlog, recimo v Bosni in Hercegovini? Rekel ste, si izmišljajo razloge, ampak nek razlog mora biti. Državotvornosti, pomanjkanje odgovornosti in lažno pričakovanje, da bodo na naslednjih volitvah volivci znova volili na nacionalni podlagi, ne pa na podlagi verodostojnosti posameznih politikov in njihovih politik. Mislim, da se ta čas izteka, mlada generacija ne more več čakati, gospodarstvo ne more več preživeti. Bosna in Hercegovina je res čudna država, ki nima vlade, ampak ima svet ministrov, vijeće ministra. Te ministri nimajo nobenih pooblastil, država ne deluje na svojem vrhu, na vrhu piramide, ampak deluje na nivoju obeh entitet. Tako nima skupne veterinarske uprave in zato nima skupne kontrole proizvodnje in predelave mesa. Zato ne more recimo izvažati mesa v Evropsko unijo. In čeprav so največji proizvajalci prav na ozemlju Republike Srpske, je zanimivo, da ravno Republika Srpska onemogoča, da bi se ta problem rešil in da bi svojim proizvajalcem omogočili izvoz na Hrvaško in naprej v Evropsko unijo. Evropska unija ščiti svoje potrošnike, mi si ne moremo dovolj, da bi uvažali meso brez porekla, brez vseh veterinarskih kontrol in potrditev. In v vsaki drugi državi bi vlada padla, ampak Bosna pač nima vlade, ima svet ministrov in to, kar je za njih dovolj in se kaj dosti ne sekirajo politiki namreč. Ja, no sej to je zanimivo. Ja, kaj pa ljudje, kako to prenašajo, mislim, to se vendar... Jaz sem 10 let v Evropskem parlamentu, ves ta čas se ukvarjam z jugovzhodno Evropo. V Bosni in Hercegovini mislim, da ni človeka, ki me ne bi poznal. In jaz nikoli nisem imel nobenih težav z državljani. Ljudje vse razumejo, vsa sporočila, ki jih jaz izrekam v njihovih jezikih, sprejemajo. Problem so politiki, ki so sami sebi zadostni in ki celotno zgodbo javnosti prodajajo na način, da je Bosna in Hercegovina žrtev in da Evropska unija premalo stori za njih. Gotovo tudi mediji pri tem držijo svoj piskrček, ne? Moram reči, da so mediji kooperativni in da ni nobenih poskusov cenzure, da karkoli trdega povem o bosanskih politikih je objavljeno.
tako da tukaj zadreg nimam. Zadrege so samo na ravni politikov in zato res iskreno upam in pričakujem, da bodo na naslednjih volitvah v Bosni in Hercegovini volivci vzeli stvar v svoje roke in pripeljali neko novo generacijo politikov, s katerimi se bo Bosna in Hercegovina lahko vrnila v realnost in začela svojo aktivno pot približevanja k Evropski uniji. Ja. Kaj pa recimo, kakšna so pa priporočila za Makedonijo? To zgodbo, ki ste jo zdaj povedali, to je, mislim, ne vem, smešna ali žalostna, ne vem kako. Kako Evropska unija recimo v takem primeru regulira to zadevo? Kako pomaga? Pomaga Evropska unija težko pomaga, če tam ni volje za napredek. Torej, vsaka država je suverena in tudi Republika Makedonija je suverena pri vseh svojih početjih in zato je treba tudi vse to, kar počne v lastno škodo, pripisati njihovim politikom. Politikom, tako je. Iz teh razlogov je najboljša metoda, ki jo lahko Evropska unija ubere v tem trenutku, promocija tistih, ki znajo in ki so dokazano uspešni. Uspehi Črne Gore, dejstvo, da so že odprli najtežja poglavja 23 in 24, pa zraven tega še 3 druga poglavja, da so nekatera poglavja že tudi zaprli, je pravzaprav ena velika spodbuda, ki izziva tudi Srbijo, da bi čim prej tudi ona odprla vsa ta poglavja. In če zmoreta to Črna Gora kot najmanjša država regije in Srbija kot največja država regije, potem ni nobenega izgovora za vse tiste, ki so po velikosti vmes, da ne bi tudi oni storili kaj zase in za svoje državljane. Ja. No, ker sva že ravno na Balkanu, jaz imam tukaj eno vprašanje, ki bo gotovo zanimalo naše gledalce, gledalke, in sicer napovedi, da bo Hrvaška verjetno zmagala tudi v sporu z Ljubljansko banko, Novo Ljubljansko banko. Kakšna je vaša ocena te situacije v tem sporu, ki jo imamo z Hrvaško na temo Nove Ljubljanske banke? No, žrtve so zagotovo varčevalci. Varčevalci Ljubljanske banke Zagreb pa so žrtve zaradi zavestne politične odločitve takratne hrvaške vlade. Namreč vsi varčevalci Ljubljanske banke Zagreb so smeli svoje vloge prenesti na hrvaške banke, če so imeli hrvaško državljanstvo. Res pa je, da so v tistih težkih časih, ko je nastajala hrvaška država, ljudje, ki niso imeli hrvaškega državljanstva, recimo, da so to ljudje iz Bosne in Hercegovine ali pa Srbi na Hrvaškem, veliko bolj zaupali Ljubljanski banki. Zato jih je zato jih je hrvaška vlada kaznovala in jim je onemogočila, da bi svoje vloge prenesli. Hkrati pa je onemogočila delovanje Ljubljanski banki Zagreb. Zato so zneski, ki jih podjetja iz Hrvaške, ki so vzele kredite iz teh depozitov pri Ljubljanski banki Zagreb, ti zneski so nekajkrat višji od vseh dolgov, ki jih ima Ljubljanska banka Zagreb do svojih varčevalcev. Če govoriva zdaj o številkah, vam lahko rečem, da je skupen znesek, ki ga Ljubljanska banka Zagreb dolguje svojim varčevalcem, okrog 200 milijonov evrov z obrestmi vred. Da pa so dolgovi, ki jih dolgujejo hrvaška podjetja, vsaj 4-krat večji od tega zneska. Samo kmetijski kombinat Osijek oziroma poljoprivredno-industrijski kombinat Osijek, kot se v originalu imenuje, samo oni dolgujejo več kot pol milijarde evrov tej Ljubljanski banki. In v okviru takega pobota bi se to lahko že zdavnaj uredilo, ampak tukaj hrvaška država računa, da ji bo uspelo. Jaz osebno mislim, da je računica to brez krčmarja, da se bo to vrnilo nazaj in da bo še dodatno načelo verodostojnost hrvaške države. Na koncu bo pa morala vlada, kakršnakoli že, levo, sredinska, desno, sredinska, morala poravnati vse te dolgove in probleme, ki izhajajo
iz začetka 90-ih let. Mislite, hrvaška vlada bo morala... Ja, na hrvaško vlado. Mislim, seveda. saj se je cel dogodek, ves zaplet se je dogajal na ozemlju Hrvaške. Ja. Šlo je za sredstva, ki so bila tam zbrana in za sredstva, ki so bila tam posojena. Ja, zanimivo. Še nekaj, no? Ja, Morate prosim, vedeti, povejte, ja. Tako kot je Slovenija, tako kot je Srbija dala jamstvo za vse vloge vseh bank na svojem ozemlju, bi morala storiti tudi hrvaška vlada, kajti vse banke so dobile jamstvo, razen Ljubljanska banka Zagreb, prav zato, ker so ocenili, in to danes po 20 letih vendarle smemo na glas povedati, da gre za varčevalce, ki niso lojalni hrvaški državi. Ampak varčevalec ima pravico varčevati in ima pravico razpolagati svojim denarjem. Če pa mu država onemogoča prenos vloge iz ene na drugo banko, gre pa za kršitev njegovih temeljnih človekovih pravic in tudi če bi začasno hrvaška stran zmagala v tem sporu, se potem stvar vedno konča v Štrasburu. Aha. In skratka, vi menite, da ima tukaj Slovenija veliko možnosti, da upraviči svoj prav? Jaz ne bi govoril o Sloveniji, zdaj gre za državljane. Ja. Državljani so stranska škoda zaradi zapleta, ker je Hrvaška država kot edina država naslednica znotraj Jugoslavije, ko gre za dajanje jamstev bankam in varčevalcem teh bank na svojem ozemlju, uvedla diskriminatoren pristop in diskriminatorno politiko v primeru varčevalcev Ljubljanske banke Zagreb, ki v trenutku, ko so želeli prenesti vloge na druge banke, niso imeli hrvaškega državljanstva, se pravi osebne izkaznice ali potnega lista, putovnice, kot jo oni imenujejo. Zanimivo, hvala lepa za ta odgovor. Jaz mislim, da bo marsikdo zelo vesel, da bo slišal te informacije. Mogoče so bile spregledane v drugih medijih. No, mogoče za konec pa še se ustaviva še pri evropskih volitvah. Se pripravljate, boste kandidirali, imate kakšne načrte? Torej, jaz sem se odločil, da bom kandidiral. Ja. Liberalna demokracija Slovenije je mojo kandidaturo podprla. Dali so mi tako rekoč proste roke za oblikovanje liste, evidentiranje poteka, listo bomo imenovali oziroma določili. Čakamo, da zdaj, ko je Državni zbor sprejel novelo zakona o evropskih volitvah, ki omogoča, da tudi evropske politične stranke kandidirajo in da tudi evropski državljani, ki nimajo slovenskega državljanstva, kandidirajo na listah v Sloveniji, da končno predsednik države razpiše volitve. Pričakujem, da bo predsednik države to storil, če dobro vidim, čez 5 dni, ko bo njegova odločitev objavljena v uradnem listu in od takrat naprej je mogoče začeti z potrebnimi opravili. Ampak, če že mene sprašujete, potem bi rekel, da slovenska javnost ve, da potekajo zdaj resni napori, da bi vzpostavili enotno listo vseh liberalnih strank v Sloveniji. Pozitivna Slovenija se je odločila, da se bo povezala z Zavezništvom liberalcev in demokratov za Evropo oziroma z ALDE, stranko, v kateri sem jaz trenutno evropski poslanec. In zato obstoji teoretična in praktična možnost, da bi imeli skupno listo Liberalna demokracija Slovenije, zares državljanska lista in Pozitivna Slovenija, ki je odločila, kam se bo vključila, ni pa še izročila vloge za sprejem v članstvo in 2. maja, ko bo vrh Aldeja na Dunaju, naj bi o tej morebitni vlogi tudi odločali. In verjamem, da sporočilo, da so stranke sposobne sodelovati, imeti skupno volilno listo, da je to pravo sporočilo v tem trenutku za slovenske državljane, kajti tega deljenja in drobljenja mislim, da imajo dovolj. In zato se mi zdi, da ob podpori, ki so jo do zdaj izrekli predsednik ALDE Graham Watson iz Velike Britanije, vodja naše poslanske skupine Guy Verhofstadt v imenu politične skupine ALDE in nedavno še podpredsednik Evropske komisije in komisar Olli Rehn
ki se je v prejšnjem mandatu ukvarjal z širitvijo, procesom širitve, zdaj pa se ukvarja z področjem financ. Vsi pač pričakujejo, da se bomo dogovorili za to skupno enotno listo, za katero jaz računam, da bo tudi komisar Potočnik dal svoj prispevek. Povejte nam, kje se pa komisar Potočnik vidi v tej zgodbi? No, to je vprašanje za njega, ampak on je član naše politične družine. Jaz ne morem govoriti v njegovem imenu, tudi ne vem, ali se bo odločil za kandidaturo ali ne. Če se bo prav, če se ne bo, je to tudi njegova suverena pravica, ampak tudi če se ne bi odločil, jaz mislim, da bo zagotovo odmevno prispeval k oblikovanju našega skupnega programa in da bo tudi odmevno podprl to listo. To je pa tisto, kar pravzaprav državljani, volivke in volivci potrebujejo, da se odločijo prvič, da gredo na volitve in drugič, da potem za nekoga tudi glasujejo. Tisto, kar se mi zdi primerno v tem trenutku še izreči, je, da meni je nekako težko pri srcu, ko vidim, da je Hrvaška zdaj ob vstopu v Evropsko unijo v prvih volitvah zmogla tako nizko volilno udeležbo in ne bi rad, da bi Slovenija na svojih tretjih volitvah se primerjala s Hrvaško. Mislim, da smo veliko bolj odgovorni in da državljanke in državljani razumejo, da smo veliko bolj povezani in vpeti v Evropsko unijo. Konec koncev tudi ta žledolom, ki smo mu še priča, bi imel veliko hujše posledice, če ne bi bilo te solidarnostne pomoči in toliko agregatov, ki prihajajo iz Italije, Nemčije, Avstrije, pa Madžarske, tudi finančna Češke. Pomoč se obeta Sloveniji. Zagotovo je to katastrofa takega obsega. In če smo dobili pomoč za neurje, ki je prizadelo predvsem Kropo, Železnike, ta del Gorenjske, ni nobenega dvoma, da bo Evropska unija tudi solidarnostno pristopila in poskušala in pomagala zmanjšati gospodarsko in finančno škodo, ki je nastala v gozdovih in v gospodinstvih. Pa tudi na infrastrukturi. Hvala lepa. Nekako sva zaključila tale pogovor z eno optimistično mislijo, da konec koncev Evropska unija pomaga državam članicam, pomaga državljankam in državljanom in ne, kot se pogosto referira v medijih, nekako ni učinkovita in takšne zadeve. Še eno misel vam bom izrekel. Ja, prosim. Američani so ugotovili, da oni s 300 milijonsko nacijo v svetu pomenijo premalo in da so pajaci v primerjavi s Kitajsko. Pri nas v Sloveniji pa še vedno naletite ljudi, ki mislijo, da je Slovenija kot 2-milijonska država en tak wunderland, ki bi lahko sam živel tukaj med Grenlandijo in Južnim polom in da se vsi drugi lahko skrijejo pred nami. Slovenija je majhno gospodarstvo in hudo nam gre, ampak veliko teže bi nam šlo, če ne bi bili v Evropski uniji. Imamo tudi skupno valuto, imamo neizmeren skupni trg, kjer je 500 milijarde potencialnih kupcev naših izdelkov in naših storitev. In če nekdo pač misli, da se lahko zapre v svojo uto in mu bo zato lepše, je odgovor ne. Svet poka po šivih, v Aziji se rojevajo nova makrogospodarstva, ki bodo tekmovala z nami čez nekaj let. In če se mi ne bomo tukaj pripravili, če ne bomo znali izkoristiti vseh prednosti, ki nam jih prinaša Evropska unija, bo naslednjim generacijam veliko težje. Zaradi tega se vrneva nazaj. Se Evropska unija še vedno širi. Zato bo v svoje okrilje sprejela vse države Zahodnega Balkana. Zato se ukvarjamo s Turčijo, zato se ukvarjamo z Ukrajino, da bi bili nekoč večji in zato pripravljamo prostotrgovinski sporazum tudi z Združenimi državami Amerike, da bi nas bilo skupaj z Južno Korejo in Kanado 1 milijardo in da bi ta milijarda poskušala kaj storiti več zase in za svoje prihodnje generacije. Končajmo z mislijo, skupaj smo močnejši v Evropski uniji. Je tako? Tako. Hvala lepa, zahvaljujem se vam za ta pogovor in obilo uspeha pri vašem delu in kandidaturi. Tudi vam hvala za povabilo in pogovor. Hvala lepa.